Živijo punce, pred kratkim sem v enem videu unboxing paketov prikazala tudi, kaj sem dobila od podjetja Lancome. In če ste koliko toliko jaz navdušene nad to znamko, oziroma nasploh nad lakšnim make-upom, ste verjetno kar malo bile radovedne, kako to vse izpade. No, danes sem s to paletko ustvarila ta videz. Je dokaj pomladen, svež videz, paletka me je res, med videom boste videli, kako zelo očarala, pigmentacija je neverjetna. Sicer je ena malo bolj bleščeča barva, kar malo ima potencial, da bi odpadalo vse, ampak če fajn potresite čopič pred nanosom, se to ne bo zgodilo. Pokazala sem tudi en trik, kako sem nekaj drugega uporabila za rdečilo in tako, ja, super video bo. Tako da ja, če si želiš videti, kako ustvariti ta videz, glej naprej. Ok, preden sploh začnemo s samim lišpanjem, jaz sem prehlajena in ja, imam zobno pasto na ustnici, zato ker se mi je rad čez noč, jaz sem grd mozolj in to se mi zdi najhitrejši način, da se ga znemimo, tako da ker si nam nanašala izdelko za ustnice bo pač gor. Tako da, zdaj pa gremo na make-up. Za današnji videz bom uporabila to Lancomeovo La Palais Rose paletko. Bom se večinoma skoncirala na oči, probam narediti en tak nežen izgled, ker tudi danes sem povabljena na eno 50-letnico, tako da veste, da tam moraš biti nekoliko bolj uglajen, ne toliko drzno, ne lih smokija in ni za tja, ne. Tako bom razpravljala nekaj bolj umirjenega narediti. Bom pa. V vsej paletki prvič, ko sem jo videla, sem rekla, so barve zgolj in samo za svetlo laske oziroma svetlo oči. Torej, ja, barve so dokaj neutralne, je pa tukaj še predelček z izdelki za ustnice. Sicer barve, kakor se reka, so bolj take faded pink in to, ampak bom probala tudi nekaj prikazati za rjave oči, kakor bi se lotile celote. Tako da gremo, bom uporabila pa dejansko kar to. Najprej bom čez celotno veko uporabila ta odtenek, skrajno levo, tak res nežen pink. Dejansko pa vidim, da je tudi tukaj sam tutorial, kako se nališpati in za čez dan in čez noč. Vsaka barva je oštevilčena. In potem tudi kam jo nanesti. To bom pa res čez celotno veko, ker mi bo služila kakor neka barva za zabrisovanje pol. Ok, in še drugo. Je pa zelo pigmentirano. Dejansko, kadar sem prvič videla barve, nisem pričakovala, priznam, take pigmentacije. Na kameri mi je žal, da se ne toliko vidi, kolikor uživa, koliko je dejansko zadeva pigmentirana. Ok, zdaj bom uporabila to sosednjo barvo in še vedno kar s tem čopičem bom na zunanji veji malo dodala. Vedno priporočam, da barvo odtresete, kar je odvečna na čopiču, da samo potapkate, s to vam pol ne pada tukaj dol, pa da morate pol to rešvati. Se vidi, koliko bom razpokala kožo zaradi tega, ker si prehlajena. Pač ups, kaj češ. Ampak mi je zmanjkalo tiste kremice od 4Kids and Us, kaj je narejena za kadar si prehlajen. Zdaj pa uporabljam Bepanthen in očitno je naravno dosti boljše, kakor pa nekaj kemije. Ok, zdaj grem spet na tisto prvotno svetlo barvo in jo bom uporabljala kakor highlight na vrhu. Zdaj grem na roza. Rose in roza, to sta mi zabavno. Bom pa šla s tam malim čopičem, tako da res ne zajakaj. In samo malenkost po sredini, zelo svetla barva. Dejansko to bi lahko uporabila tudi na notranjem kotičku. Ok, grem še malo tiste, ta druge po vrsti rjave dodati. Na zunanji kotiček. Oziroma bolj rjavkasto violeto. Toliko barve, ne vem, če sem kdaj imela gor. Ampak pigmentacija pa res mi je žal, da na kameri se ne prikaže tako, kot so živo. Vsako vidite, da tudi na kameri sem ful oranžna, živo pa lahko garantiram, da nisem. Pač žal tudi še nekoliko drago kamero si, če kupiš. Je dosta odvisno od svetlobe in danes je tako oblačen dan, zato tudi jaz hočem malo barve. Tako pač se pozna. Ok, zdaj grem še na spodnjo veko, dodati tisto ta prvi in rozast odtenek bom pomešala in dodala oba pomalo.
Lahko vidite to pigmentacijo pri takih svetlih odtenkih. Kom je, da sem kaj dodala in taka pigmentacija. In sploh ni ne pudrasta paletka, kar sem pričakovala pri tako svetlih odtenkih, ne nič, ampak dejansko dobra pigmentacija. Ok, zdaj gremo vzeti to plavo bleščičasto, cause why the F not. Ta pa se zelo, boste videli zdaj. Glejte to, koliko dejansko ostane izdelka gor, zato pa moramo potapkati. In boste videli za razliko, kaj bi vse pristalo na naših licih. Ok, tam zdaj sem se odločila, dala kar na spodnje veko nad tisto prejšnjo barvo. Je pa zelo, joj, zakaj nijem svetlih oči? Lahko to vidite. Kaka pigmentacija. To ne morem verjeti. To mi je pa tako žal, zdaj nijem svetlejših oči. Ali pa da nisem blondinka, ker to bi tako lepo izgledalo. Blondinke zavidam vam. Wow. Pigmentacija pa nenormalna. In grem na črno. Spet bom s tamarim, čeprav to vem, da bom uničila si čopič, že pri prvi uporabi, ampak kaj tečeš. V bistvu ni prav črna, črna je bolj taka charcoal grey. Torej, oglje v barvi oglja. Ni prav črna, ampak bolj sivkasta. To pa grem zarisati zgolj ob liniji očesa, kakor nek dost mehkejši eyeliner. Torej, res nežen eyeliner bo delovalo. In zdaj bom samo s čopičem zunanji kot samo malo bolj gor potisnila. Se pa tudi zelo lepo blendajo barve, vidim. Ok, jaz grem zdaj dodati maskaro, pa nadaljujemo z lički in z ustnicami. Ok, zobna pasta je odstranjena, zdaj, ko vidite mozol. Bepantene njeno našeno okoli nosu. Maskara je gor, tako da gremo na lička in na ustnice. Zdaj, verjetno ste videla v sami paletki ni izdelka za ličke. Zato pa je pomembno, da se znate znajti v življenju. Zaradi tega, ker te izdelki, ki so načeloma za ustnice, jaz to zunanjo, tako bolj marelično barvo, sem že v začetku razmišljala, bi lahko uporabljala tudi na ličih, kakor kremno rdečilo. Tako da, taka je barva. Zdaj pa samo potapkam parkrat po ličkih, na obeh straneh. Zelo pigmentirana tudi ta zadeva, čeprav priznam, da tudi tukaj nisem pričakovala pigmentiranosti. Še posebej ne pri teh rdečilih, oziroma z tega za ustnice. In to samo malo zabrišemo. Pač to je res pomembno kreativno biti. Ker zdaj ste videli, kako lahko z eno paletko bi dejansko že cel video zastvarila. Je tudi prozoren glas in pa kričeče roza šminka, to je za daytime po moje, da dejansko lahko malo bolj divji izgled ali pa funky, vse skupaj deluje. Ampak jaz vseeno, kakor sem rekla, me zdaj čaka praznovanje 50 let, tako da hočem malo bolj umirjen pa naraven izgled narediti. Tako, zdaj bi lahko komod isto barvo uporabljala tudi za ustnice, samo za malo barve dodati, ampak gre to res obupna usta, plus mazol. Ne bom hotela jih toliko pozornosti dati na to. Takrat ne bom dala nobene posebne šminke. Sem samo prej namazala Bepantene čez, tako da mi jih fajn nahrani. Zdaj pa uporabljala ta že vsem znam Juicy Shaker, ne Matte Shaker, ker to je bilo obup matte izdelek in tako razpokana usta. Ampak Juicy Shaker v odtenku Beli Melon, da da prav res tako minimalno barve, oziroma pigmenta in pa samega leska. Je pa super, ker vam lahko vzela s sabo. Čeprav mi sušuje ustnice, ampak spet sem dala predtem Bepantene gor. Tako je res prav minimalna pigmentiranost in visok sijaj, tako da deluje res lep pomladni izgled, se meni zdi. Ok, to je končan izgled. Nek izgled, kar se mi zdi, kadar si bolna, pa imaš tako zasušeno kožo, da je super kakšne kremne izdelke uporabljati. Zraven tega je res pomladni izgled, za moje mnenje, ker je in barve in še vedno ni preveč barv tisto neon zadeve, ampak tak nežen prehod, tak damski izgled. Meni res, čeprav priznam, da paletko še zdaj bi raje priporočila kakim svetlolaskam ali pa puncam s svetlimi očmi, ampak se mi zdi, da tudi
Mi temnolaske, če ste malo bolj louder, če si privoščite kdaj barve, to je paletka že zaradi pigmentiranosti, če ne drugega. In pač glede na to, da dobite ne samo senčila, ampak tudi čopič, pa izdelke za ustnice, ker sem jih jaz uporabljala tudi na lički, kar se vidi, da se da, se mi zdi, da pač dejansko dobite nekaj za svoj denar, ne. Poleg tega pa, da ne omenjam, fantje, vem, da so 8. marci mimo, vem, da so Valentinovo mimo, ampak toliko radi, ko šimfate, če ste praznike, da si se imamo pa druge dni radi, pa zdaj izkoristite te druge dni in te druge dni privoščite svoj punci eno tako lepo pomladno paletko in s tem bo še vaš pogled ujela, oziroma ja, lahko vam zagotovim, da bojo njene oči samo na vas. Tako da ja, punce, to je to s tem izgledom. Upam, da vam je celota lepa. Jaz priznam, da je dosti izven mojega comfort zona, ampak bi se lahko navadila. Dejansko zdaj za pomlad bom probala čim več takih trendov, razmišljam celo o barvni maskari. I know. Tako da meni mi je dejansko všeč in se veselim take, da nas šla na praznovanje. Drugače pa punce, če mi je bil ta video všeč, če bi si želeli tudi na blogu prebrati res podroben opis te paletke, mi to napišite spodaj. Ne pozabite všečkati videa, ker mi res zelo pomaga. Plus dejansko vidim, če vam je tak stil video všeč, ko vem, da jih delam tudi naprej, da naredim kak review ali linije ali česarkoli. Tako da ja, ne se pozabite tudi subscribe, tako ne zametite naslednji video in se vidimo drugič. Čau, čau!